Zdaj, po našem mnenju so potrebni zaradi situacije, kakršna je, kratkoročni, pa seveda tudi dolgoročni razvojni ukrepi. Med kratkoročnimi so zagotovo ukrepi, ker je na prvem mestu reševanje Mure oziroma reševanje tega, kar se v Muri še rešiti da. In seveda tudi reševanje obstoječih delovnih mest v nekaterih podjetjih, kjer so ogroženi. Niso, kot veste, nažalost ogrožena samo delovna mesta v Muri, ampak tudi v številnih drugih podjetjih tukaj. Ker vemo, da je bilo marsikaj zamujenega in ker vemo, da ne glede na to, ali katera vlada je bila in kakšna politika, gospodarska kriza terja svoj davek in da vseh delovnih mest v nekaterih tradicionalnih panogah ni možno ohraniti, je seveda ključno vprašanje, kako nadomestiti izpad teh delovnih mest. Pravi, kako ustvariti nova delovna mesta. Med projekti, ki so že v obtoku, ker se je že nekaj dogajalo, kjer obstajajo določeni razvojni ali pa umestitveni dokumenti in ki dajo največ obetov za ustvarjanje novih delovnih mest, je potrebno na prvem mestu poudariti oziroma izpostaviti ravno to gospodarsko razvojno središče okolja. S tem, da je potrebno, zdaj, ko je vlada ta projekt uvrstila v ta poseben zakon, če bo šlo s tem projektom naprej, zahtevati prvič bistveno večja sredstva in drugič bistveno večjo dinamiko. V resoluciji hitrejšo dinamiko financiranja, ker delovna mesta se bodo izgubljala zdaj in rabimo tudi čim prej nadomestilo. V resoluciji nacionalnih razvojnih projektih je predvideno, da je 27 milijonov evrov, da je kar znaten del sredstev za ta projekt možno zagotoviti iz evropskih skladov. V višini 27 milijonov evrov, to so sredstva, ki so realno na razpolago, ne glede na to, kaj bo z našim proračunom in da je treba prvenstveno usmeriti takoj čim prej v ta projekt. Pristop z regionalnimi olajšavami, z davčnimi olajšavami, s katerimi se ustvarja okolje, ki privablja investitorje, kar je ključni pogoj za nove programe in nova delovna mesta, je po našem mnenju treba dvigniti precej nad tem, kar je predlagano v zakonu. Zaradi 10% večjih olajšav bo redko kakšen investitor prišel prek Muri. Mora biti ta stimulacija bistveno večja, pa tudi če je časovno omejena. Pa tudi če rečemo, da je to samo 5 ali pa 10 let, mora biti ta motivacija večja, mora biti ta odstotek večji, tako da učinkuje tudi motivacijsko ali pa če hočete propagando. Treba razmisliti oziroma uvesti tudi olajšavo ali pa sploh za določen čas oprostitev davka, korporacijskega davka, davka na dohodek pravnih oseb za podjetja, ki nastanejo na novo in zaposlijo toliko in toliko novih delavcev v regiji. Mi smo podoben zakon predlagali že pred leti, obstaja in tukaj je potrebna samo dobra volja vlade. Zelo podpiramo te poudarke, ki so v zadnjih tednih prišli predvsem strani župana Murske Sobote o tem, da je zdaj tudi čas za vlaganje v izobraževanje. Dolgoročno se regija ne bo razvijala brez svoje univerze ali pa močnega visokošolskega središča. Pa tudi kratkoročno je bistveno pametneje, da mladi, ki ne bodo takoj dobili zaposlitve in imajo interes, da nadaljujejo študij, v tem času študirajo, da so zato stimulirani in da se jim tudi omogoči, da študirajo doma oziroma čim bliže domu, ker to manj stane in je seveda koristno obojestransko za njih in seveda za družbo in za regijo, ker s tem izboljšuje izobrazbeno strukturo. Sredstva, ki se vlagajo v
te namene v državi bi se morala prioritetno usmeriti ravno v Pomurje in v druge razvojno ogrožene regije. Mislim, da mora ravno tukaj priti tudi močna, zelo okrepljena zahteva po regionalizaciji. Če kdaj, potem je zdaj res čas za pokrajine. Pomurje pa tudi številne druge regije, pravzaprav vse razen Ljubljane, pa mislim, da tudi oni, ker na koncu se bodo topili v prometu in v kaosu, če bo centralizacija ostala takšna, kot je, in se bodo tovrstni problemi kopičili v centru. Skratka, Slovenija potrebuje pokrajine, potrebujemo ta razvojni inštrument, do njega lahko pridemo zelo hitro, ker je vse pripravljeno, in ta koalicija bi zdaj mogla končno izpolniti svojo obljubo, ko so rekli, da bodo oni to naredili bolje. Zdaj je prišel ta čas, imajo večino in bomo glasovali za rešitve, ker je potrebna dvotretjinska večina. Med temi večjimi ukrepi, o nekaterih bodo govorili moji kolegi in kolegice v nadaljevanju, bi posebej ob koncu izpostavil še infrastrukturo. Zelo velik projekt v višini preko 100 milijonov evrov je zagotovitev zdrave pitne vode. To je tudi investicija samo po sebi, ki da določena delovna mesta, izboljša kvaliteto življenja, kar je tako ali tako potrebno. Ustvari pa tudi dodatno pozitivno okolje tudi za gospodarski razvoj. Mislim, če ni energije, če ni prometne povezave, če ni zdrave vode, se potem tudi ljudje ne bodo, podjetniki ne bodo gradili tovarne ali obrata, ali pravzaprav voda je pogoj za vse. Sredstva iz evropskih skladov so na voljo, nobenih razlogov ni za oklevanje, in jaz sem bil zelo presenečen, ko sem danes prebral ta poziv županov pomurskih občin, kjer ugotavljajo, da se pravzaprav tukaj nič ne premika. Čeprav ni, kot že rečeno, ni problem financiranja. Toliko na kratko v mojem uvodu. Naj zaključim z mislijo, da Pomurje potrebuje razvoj, za ta razvoj potrebuje vlaganje in ukrepe takoj, in da tako v celotni Sloveniji, pa tudi nasploh, predvsem po Pomurju velja geslo, ki smo ga v zadnjem času sicer velikokrat slišali v drugi državi, je enako uporabno pri nas, to pa je, da je najboljša socialna politika tista, ki ustvarja nova delovna mesta. Vse ostalo so kratkoročni ukrepi, ki kvečemu zadolžujejo. Samo nova delovna mesta, samo politika, ki ustvarja nova delovna mesta, je tista, ki poskrbi za to, da ljudje dobijo pogoj, da poskrbijo zase, hkrati niso socialni problem, hkrati plačujejo seveda pokojninske in zdravstvene prispevke in davke, hkrati so potrošniki, če imajo dohodek, se pravi, se nabira v proračun tudi davek od DDV-ja. Torej, to je koncentrirana rešitev. Vsako produktivno novo delovno mesto so 3 koraki naprej iz te krize. Za Pomurje, ker je brezposelnost po aprilskih podatkih, zdaj je verjetno že večja, gospod Cotmanov bo verjetno imela tudi novejše podatke, za 5,7% večja kot v celi državi, mislim, da je okoli 8,8 slovensko povprečje, v Prekmurju preko 14, je pa to korak, vsako novo delovno mesto korak, ki predstavlja 6-kratni napredek.